Lepo pozdravljeni v današnjem muzejskem podkastu, ki ga danes, ko po vsem svetu praznujemo Mednarodni dan žensk, posvečamo ženski ustvarjalnosti. In to ne kar katerikoli, pač pa ustvarjalnosti ženskih umetnic, ki se predstavljajo na aktualni razstavi v Mestnem muzeju Ljubljana. To je na razstavi, ko ste v dvomu, pojdite v muzej. In kdo bi bil najboljši sogovornik za ta podcast, kot prav kurator razstave Tevš Logar. Tevš, pozdravljen. Lep pozdrav. Tevš, najprej mi dovoli, da samo na hitro povzamem, kaj sploh praznujemo danes. Torej, na Mednarodni dan žena praznujemo ekonomsko, politično in socialno enakopravnost in dosežke žensk. Gre za praznovanje prizadevanj žensk, ki so v preteklosti pripomogli k temu, da smo lahko danes ženske v družbi bolj ekonomsko neodvisne in da lahko kot volilke soodločamo. Pred 100 leti teh pravic žensk nismo imele. Prvi dan žena je v New Yorku leta 1909 organizirala Socialistična stranka Amerike. Idejo, da ta dan praznujemo vsako leto, pa je prišla od nemških delegatk. Ko so 7 let kasneje ženske v Sovjetski Rusiji pridobile volilno pravico, je 8. marec tam postal državni praznik. Po prvi svetovni vojni leta 1920 je bila tudi v Sloveniji prvič uzakonjena splošna volilna pravica. Praznik so v 50. in 60. letih 20. stoletja večinoma praznovala socialistična gibanja in komunistične države, pri nas smo mu rekli dan žena, dokler ga feministično gibanje ni sprejelo konec leta 60. Združeni narodi so dan začeli praznovati leta 1977. Torej, gre za praznovanje ekonomske, politične in socialne enakosti žensk in ženskih dosežkov ter ustvarjalnosti. Pa se zdaj osredotočiva prav na to temo, na ustvarjalnost. Tevš, jaz sem čisto samovoljno izbrala 3 dela z razstave. Gre za dela, ki so mene še posebej nagovorila, ali čisto na začetku, ko sem razstavo prvič videla, ali pa pozneje. Prvo tako delo je, oziroma avtorica, ki bi jo izpostavila v tem najnem pogovoru, je Diane Arbus. To je ameriška fotografinja, rojena leta 1923, torej v času, ko so ženske v Ameriki ravno dobile volilno pravico. Na razstavi se predstavlja s črno-belo fotografijo najstniškega para iz ulic New Yorka. Slišala sem, da je bila Diane žena uveljavljenega studijskega fotografa. Je to res? Kako je začela njena kariera in kateri so po tvoji njeni ustvarjalni dosežki? Mislim, da Diane Arbus v prvi vrsti bi, rečemo, njeno kariero lahko vrisal skozi perspektivo tega, da je mogoče bila ena izmed, rečemo, pionirk tako imenovanega psihološkega portreta. Se pravi, da je nekako te podobe, ki jih je seveda ujela v različnih situacijah, v tem primeru najstniškega para iz newyorške ulice. Te podobe so velikokrat verjetno tudi odraz neke njene osebne lastne pozicije, se pravi tudi njenega mogoče stanja duha, njenega rečemo mogoče mentalnega stanja v trenutku, ko je te portrete delala. In to jo definitivno seveda uvršča v nek, rečemo, vrh fotografije zgodovine umetnosti. Potrebno je povedati, da ona seveda je generacija umetnic, ki so se ukvarjale s fotografijo v času, ko fotografija še ni bila kanonizirana. Se pravi, ni bila del kanona likovne umetnosti in definitivno je seveda ta medij nekako pridobival na veljavi z avtorji, kot so recimo Diane Arbus, Cindy Sherman, mogoče malo bolj poznan Ulaj, ki je živel v Ljubljani. Se pravi, treba se zavedati, da danes fotografijo mi gledamo kot nekaj ustaljenega v kontekstu likovne umetnosti. Se pravi, če govorimo o 60., 70. letih, so bili to neki mediji, ki so bili na obrobju, in seveda te avtorji so igrali ključno vlogo, da seveda ima fotografija zelo pomembno mesto v likovni umetnosti danes. In tukaj definitivno bi lahko rekli, da je
pozicija Diane Arbus na nek način pionirska, sploh zaradi teh res v bistvu presunljivih portretov, ki jih je počela. Torej, lahko rečemo, da na nek način je to obrobnost medija, torej fotografije in obrobnost tem, ki se jim je posvečala, da je na nek način širila te meje obrobnosti. Ne? Da so stvari, ki so bile sicer obrobne, na nek način s tem, ko jim je ona posvečala pozornost, tudi na koncu kanonizirala. Ja, seveda, tukaj spet, mogoče, če se dotaknemo čistega termina lepe umetnosti, če je umetnost, rečemo, do konca 19. stoletja upodabljala večinoma neke lepe prizore, kar je seveda bilo na nek način tudi povezano z tem, da je umetnost do 19. stoletja bolj ali manj bila naročena. Se pravi, potem rečemo z nekim vznikom naturalizma, recimo Zola, Courbet, ki so začeli vnašati teme, ki niso lepe, seveda se je začela razvijati tudi ta estetika grdega in celotno, rečemo, 20. stoletje lahko razumemo tudi v tej neki liniji. Se pravi, da te obrobne teme nekako postanejo center zanimanja za vrsto umetnikov, kot tudi seveda, rečemo, neki bolj socialni ali pa politični aspekti, ki so, rečemo, tudi nekako v ospredju na tej razstavi. Super, no to je tudi, kar smo zdaj povedali, dober uvod do predstavitve naslednje umetnice. Druge fascinantne figure, to je Nan Goldin, tudi Američanka, rojena leta 1953. Kot zanimivost, ko je bila stara 24, so recimo Združeni narodi začeli praznovati Mednarodni dan žena. Na razstavi vidimo 2 barvni fotografiji večjega formata te avtorice. Zdaj s fotografijami Nan Goldin sem se jaz prvič srečala za časa svojega najstništva, bomo rekla tako v formativnih letih, ko sem dobila v roke en obsežen katalog iz Dunajske razstave. In pred mano so se odvile vame pravzaprav butnile podobe teh naturalistično posnetih obrazov fizično trpinčenih žensk v čipkastem parilu z visečimi uhani, takrat aktualnimi topiranimi in trajno frizurami, z modricami na močno naličenih obrazih. Takrat sem doživela tudi jaz prav to, to je umetnost, torej danes govorimo o umetnosti grdega. Mi lahko kaj več poveš torej o Nan Goldin in njenem fotografskem opusu? Me veseli, da si izbrala Nan Goldin kot eno izmed predstavnic, in sicer predvsem iz tega stališča, ker je ona, rečemo, predstavnica avtoric, ki so, rečemo, začele svoj vzpon v 90-ih. In takrat je na nek način tudi so vzniknile mogoče malo bolj kot prej, seveda v luči, rečemo, nekih praks iz 60-ih, 70-ih, tako imenovane angažirane prakse. In Nan Goldin je seveda v kontekstu tega ena izmed ključnih figur. In seveda lahko, mogoče brez zadržkov, trdim, da to tudi na eni strani zaradi te neposrednosti motivov, neposrednost motivov, s katerimi se lahko praktično vsi identificiramo, se pravi, da smo vsak dan priča tem motivom. Na drugi strani pa spet so to ljudje, ki so velikokrat potisnjeni na sam rob družbe. In ona je na nek način njihov kronolog, se pravi tudi ta motiv, recimo Joeyja v fotografiji. Ona je imela neke karakterje, ki jih je spremljala neko daljše obdobje. Ne v smislu teh, rečemo, vzpostavljanja nekega specifičnega narativa, ampak spet je to neka direktna refleksija odnosov, ki jih je ona v bistvu imela s temi ljudmi. Zdi se mi, da je po drugi strani, seveda pa ne smemo pozabiti na sam formalni aspekt fotografije, ki je
daleč od tega, da bi bil idealen, da bi bil po domače povedan spoliran, tako kot so spolirane podobe danes, ki jih videvamo na cesti, se pravi, ni nam jasno več dejansko, kaj je realna podoba, ampak vemo, da je to neka medijsko posredovana podoba in zato mislim, da so te podobe toliko bolj presunljive, ker so, se mi zdi, v bistvu zelo iskrene in to je, mislim, da ena stvar, na katero moramo biti pozorni v tem času poplave informacij, popolnosti podob. In to je nekaj, kar mislim, da je še zmeraj aktualno. Se pravi, če rečemo, da so te fotografije nastale v 90-ih, če jih pogledamo danes, še vedno v bistvu imajo, se mi zdi, neko težo. Kar bi jaz dodala še zdaj, ko se to pogovarjava, se mi zdi, da za razliko od recimo, seveda, torej podobe idealnih žensk v medijih, pa na drugi strani pa bom rekla podobe, ki jih vidimo preko recimo neke črne kronike ali pa dnevno-informativnega programa. Za razliko od teh dveh podob, s katerimi smo bombardirani, podobe, torej Nan Goldin se mi zdi pri gledalcu, pri gledalki neko sočutje vzbujajo. Mislim, ti se nekako navežeš, kot si sam rekel, pač čutiš se, identificiraš se s temi podobami, tudi če mogoče nimaš čisto takih osebnih izkušenj. Torej, kot tretjo bi jaz izpostavila še eno podobo z razstave, ta je recimo mene zadela nekako tako v drugem gledanju, in sicer gre za portret z naslovom Pripadnica ljudstva Old Najave. Nekako ta portret na razstavi zame zelo izstopa med ostalimi umetninami, saj smo se že tudi malo navadili, da ni dovolj, da je portret na galerijski steni lahko le lep, kot si sam opazil, ampak mora na nek način tudi šokirati. Ta obraz pa po moje naredi prav to in še veliko več, saj gre za podobo markantne, ponosne, močne, skoraj da neustrašne ženske, ki zre v nas in nam na nek način sporoča, da se za svojo ženstvenost ne bo opravičevala. Je to bolj moje branje? Jaz mislim, da je vsako branje umetniškega dela legitimno, tako da jaz v to ne bi posegal, mogoče bi samo malo mogoče širši kontekst tega dela povedal, in sicer gre za delo Pauline Olovske, mlajše avtorice, rečemo v nekem kariernem vzponu. In sicer gre za portret ljudstva, portret ženske iz plemena v Alžiriji, ki je v bistvu do francoske okupacije ženske so bile samostojne. Potem, ko je v bistvu se zgodila francoska kolonizacija same Alžirije, so te ženske postale podrejene moškemu. In tukaj, se pravi, mi imamo ta nek, rečemo, portret, ki je narisan tudi v tem nekem orientalističnem slogu v bistvu 19. stoletja, se pravi, tudi na nek način se celotna podoba eksotizira, ampak se pravi, cel ta narativ od zadaj je pa zelo boleč in tesnoben. Se pravi, od tega, da je to ta, rečemo, gesta kolonialna posegla v neko avtonomnost, v neko svobodo, po drugi strani pa seveda gre za direkten poseg v izgubo identitete. In tukaj se mi zdi, da ta napetost, ki nastaja med, se pravi, in še zanimivo je, ker je, če pogledamo recimo angažirane prakse, se zelo veliko recimo vrtijo okrog medija, videa, fotografije. Tukaj imamo pa opravka s klasično sliko, ki je v bistvu spet nekaj, kar mogoče po neki inerciji pripisujemo k temu, rečemo, lepim umetnostim, in tukaj je ta zanka, ki jo v bistvu umetnica nekako nastavlja gledalcu.
Torej, tukaj se zdaj končamo izbor treh, pa me zanima, razstava je tako po številu umetnic predstavljenih zelo uravnotežena, kakor tudi med zbiratelji, iz katerih zbirk smo pridobili te umetnine. Za Narodno razstavo je tudi veliko žensk. Pa me zanima še eno delo, ki bi ga pa ti izpostavil v okviru današnjega praznika iz te razstave. Ja. Mislim, da eno delo, ki mogoče zelo direktno govori o sami temi in bi ga zato izpostavil, je delo Shirin Neshat, in sicer je predstavljena v kontekstu zbirke Lah Contemporary. Predstavljena je z delom, s fotografijo iz serije Allahove ženske. In tukaj definitivno je treba izpostaviti samo pozicijo Shirin Neshat, ki je rojena v Iranu in je potem zaradi svoje umetniške prakse potem iz Irana tudi izgnana, sedaj biva v New Yorku, ampak nekako skozi celotno to, rečemo, njeno umetniško prakso se vije to vprašanje o poziciji ženske v družbi, v odnosu do moškega, predvsem v odnosu do, rečemo, kulture v Iranu, kjer je seveda umetnica ženska velikokrat v zelo, zelo podrejeni poziciji. In tukaj se pravi Shirin Neshat nekako s temi svojimi res tudi presunljivimi podobami, ki so velikokrat v kombinaciji z zapisi v arabskem jeziku, na nek način zelo presunljive podobe nekega kulturnega prostora in seveda tudi poziv k razmišljanju in uravnoteženju tega razmerja med moškim in žensko. Ki je bilo do neke mere izborjeno ali pa vzpostavljeno, lahko pa se vrne nazaj, ne? Tako kot si zdaj ti rekel prej, za primer teh ljudstva, ki jih, torej iz Alžirije, ki so jih zasedli Francozi, se je ženskam poslabšalo, tudi, mislim, položaj se jim je poslabšal, tudi Shirin Neshat, razumem, da se je mogoče rodila v bolj svoboden Iran, kot je potem se pač, ne, obrnilo. Tako. Dajva se zdaj za konec glih vrniti kar na začetek. Torej, 8. marec moram tudi povezati s pojmom feminizem, če tudi ga radi, mislim, ga včasih uporabljamo, ne vem, slabšalno, zakaj že. Torej, danes težko govorimo le o sicer samo v enem feminizmu, saj je feminizmov več, liberalni, lezbični, radikalni, črni, akademski, materialistični. Ta slednji korenini v marksistični filozofiji in verjame, da je družbeni red tisti, ki determinira vlogo ženske v kapitalizmu. Pri svojem boju za boljši svet pa ne ubira poti v smislu mimo moških, ampak prisega na solidarnost. Solidarnost tako moško kot žensko. Zdaj pa še zadnje vprašanje zate, Tevž, danes si feminist? Zdaj to vprašanje ima seveda spet nekako več plasti v smislu, sam osebno se nisem nikoli, rečemo, ukvarjal z, rečemo, aktivizmom, ampak vedno sem pa nekako zagovarjal seveda enakopravnost ženske v družbi in to nekako tudi skozi svoje delo, tudi recimo ta razstava, ki sem jo pripravljal, mi je bil seveda pomemben aspekt v smislu tega, da so ženske uravnoteženo prisotne v razstavi. Tako da definitivno sam tudi zaradi same narave dela moram poznati sam feministični diskurs od konca 60-ih let naprej. In definitivno kakršnakoli iniciativa, ali sem bil v njo vključen, ali je bilo v kontekstu tega potrebno podpreti, sem jo podprl in jo vedno bom podprl. Da pa se mi zdi pa, da bi naredil krivico, če bi sebe deklariral kot feminista, ker se zaveda, da obstaja ogromno, veliko ljudi, iniciativ, ki so za to vprašanje naredilo
veliko več kot jaz in mislim, da definitivno je zato treba dati en velik poklon in bom poskušal še naprej nekako biti del tega na način, do kakršen sem bil do zdaj. Odlično. Hvala ti, mi da vam želiva en lep mednarodni dan žensk in se lepo poslavljava.